Kočevski rog. Ta kotiček na jugovzhodu Slovenije, ki je že leta povezan s skrivnostmi, divjadjo, zvermi in trdim življenjem kočevskih Nemcev. Kraška planota, ki je del Kočevskega gorovja, se razprostira med Kočevjem in Dolenjskimi Toplicami, vrh pa doseže v Velikem Rogu na 1099 metrih. V teh krajih se sneg zadrži dlje časa kot v više ležečih vaseh Gorenjske. Skromno območje prekrivajo kraške vrtače, skale poraščene z mahom in prostran, a vse bolj skromen gozd, ki je posledica čezmernega izsekavanja v zadnjih 20 letih. Raziskovali smo ga skupaj z Nisonovim klenim terenskim poltovornjakom Navara, vodjem lovišč s posebnim namenom na Kočevskem Markom Vilfanom in Mišom Horjakom, lovcem lovskega revirja Grintovec v osrednjem delu Kočevskega roga, ki v tem delu skrbita za ravnotežje živalskih vrst. Revirni lovci večinoma bivajo v revirjih. Povprečna velikost revirja je nekje med 3200 in 6000 hektarov. Letno pa na tem področju uplenimo okoli 1500 kosov jelenjadi, 700 do 800 divjih prašičev in pa 11 medvedov. Kočevska se smatra za osrednjo področje medveda za Slovenijo. Ocene v preteklosti so se gibale nekje med 400 in 800. Na Slovenskem se v letu približno 90 medvedov odvzame, torej odstreli, od tega se jih na Kočevskem 40. Lov kot sam po sebi v bistvu ga večina ali pa nepoučeni razumejo, bi rekel, kot samo neko puško, streljanje ubogih živali in tako naprej. V bistvu je lov samo del enega trajnostne rabe. Mišo Horjak v osrčju roga živi že 30 let. Tu si je ustvaril družino, vzgajal svoje otroke, jih vsak dan vozil v šolo 20 km daleč, a mu je vseeno ostal zvest. Življenje, to je specifično življenje, to je življenje, ko ga bolj težko vsak živi, zato moraš biti, bom rekel, ustvarjen. Skrivnostni gozd ga vleče in mami, ker se tu, obdan z zvermi, divjadjo in drugimi vrstami živali, počuti svobodno. Jaz bom rekel tako, jaz sem bil dostikrat, sem bil tudi v nevarnosti, ampak največkrat sem to nevarnost izval sam. Če se človek pravočasno umakne, če ne izziva te usode, medved ni nevaren. Če pride do srečanja z medvedom, z medvedko, z mladiči, z medvedom, ki kaže določeno agresijo do človeka, se je treba umikati ritensko, čim bolj hiter in imeti žival na očeh. Če ti žival sledi, poskušaj bežati. Do prvega objekta, naj bo to avto, naj bo to karkoli, nikakor ne jeti na drevo. Horjak potrebuje pri svojem delu brezkompromisen delovni stroj, zato si je izbral terenski poltovornjak, ki dobro služi svojemu namenu. 4 lade njiva so že klonile pod napori. Za upravljanje tega poklica je na vsak način mora lovec imeti terenski avto. Brez terenskega avtomobila ne gre. Tukaj je v zimskem času je tudi velikega pomena tudi traktor, ko je treba razvažati hrano, ko tukaj so vremenski pogoji popolnoma drugi, ker nekje v nižini tle zapade tudi 1,5 metra in tudi več snega. Treba je razpeljati hrano po zimi okrog in brez terenskega avta oziroma traktorja tle življenja ni. Nissan Navara pa s 23 cm oddaljenostjo od tal, zaporo diferenciala in reduktorjem ne pozna ovir. Ne ustraši se niti do 60 cm globoke vode ali blata. Japonski multipraktik ima na zadku zajeten in uporaben keson, njegova nosilnost presega 1 tono. Skozi od jutra do večera si v naravi. Največkrat še po noč, velikrat, ker vsak mora vedeti, da življenje se v naravi začne šele po noč. Jaz grem v Kočevskem rogu kamarkoli hočete, v sred noči, brez vsega. V Ljubljani, v Tivoli bi pa poštudiral, če bi šel. S Horjakom smo se po razriti poti odpravili do krmišča divjih svin in jelenjadi, na naslednji postaji raztresli jabolka 35-glavem otropu košut in jelenov, proti koncu dneva pa, povsem na vrhu Kočevskega roga, ki je bil aprila še delno prekrit snegom, srečamo 250-kilogramskega lepotca. Simpatično nerodno koraka in z vidnim navdušenjem umakne pokrov ter se zapodi vsebino zabojnika. 1/4 ure ga počasi prazni, se oblizne in odbrunda naprej. Opazujemo ga iz varnega zavetja opazovalnice, Horjak pa kar poleg drevesa, kakšnih 30 metrov stran.
Na koncu navaro zapeljemo še iz gozda, v vas Koče, kjer naložimo 325 kg balo sena in z njo nakrmimo konje na ranču Marina. Tovor preprosto pritrdimo, k čemur pripomore Nissanov revolucionarni sistem C-vodil in se z navaro zapodimo še po asfaltnih cestah. Zaradi spiralnih vzmeti in 5-vodilnega zadnjega vzmetenja je vožnja po novem še precej bliže sodobnim avtomobilom kot poltovornjakom starejše zasnove. Nissan Navara svojo pojavo in trdoživnostjo voznika hitro napelje, da bližnjice skozi gozd in po makadamskih poteh postanejo stalnica, terenski poligon v navigaciji pa shranjen po domači naslov. Ni več zgolj garaško orodje, ampak široko uporaben pomočnik v vsakdanjem življenju.